Lep pozdrav, drage gledalke, gledalci, poslušalke, poslušalci in dobrodošli v 18. epizodi Areninega podcasta AS Podcast. Rokometaši smo spet z vami po dolgem času, ko se takole zberemo, to pomeni, da je pred vrati nekaj velikega. Dve veliki stvari prihajata tudi za slovenski rokomet. Že v četrtek se začne Evropsko prvenstvo za dekleta, januarja svetovno prvenstvo za moške. Pospremili bomo obe tekmovanji tudi na Areni Sport z strokovnimi sodelavci, trije med njimi so danes z nami. Sama rokometna smetana je zbrana na enem mestu, toplo dobrodošlico doma, pravzaprav izrekam Branku Tamšetu, Branki Mijatovič in Luki Žvižeju. Žvižko, Branči, Bani, živijo, dobrodošli. Lep pozdrav. Gospoda, bodimo džentlmeni, najprej beseda dami. Bani, kako si? V redu, gre. Danes ti ne bo hudega v savinsko-šaleški družbi. Ne bo, sami dobri kolegi. Branči, kaj je novega pri tebi v tvojem Velenju? Ja, jaz moram reči, da nič kaj novega, se pravi vse po starem, kar nekaj tekem, tudi v Rdeči dvorani in pa bližnjem Šoštenu, kjer deluje rokometno društvo Sebastjana Soviča in vse ostalo, kar pritiče zraven temu, in moram reči, da veliko časa namenjam tudi družini. Moram reči, da imamo tudi po novem oziroma že kar nekaj časa, ampak malce več kot eno leto, psičko, in to so stvari, ki v teh zimskih časih pridejo zelo prav. Luka, pri tebi vemo, kaj je novega. Nisi več pomočnik Uroša Zormana pri slovenski reprezentanci. Zakaj? Kako? Ja, res je. Preprosto zato, ker sem v življenju še hotel početi kaj drugega. Dobil sem pravo resno službo in nekako za ta del, ki bi bil bolj, bom rekel, stranskega tira, ne bo več časa in rokomet oziroma našo reprezentanco in pa ostale tekme bom spremljal bolj kot ne samo še po TV oziroma s tribune. To pomeni, da te več ne bomo videli ob robu igrišča ali? Ne, v taki obliki, kot ste me videli, ne. Tako sem že rekel, zamenil sem celo neko svojo pot in začenjam nekje druge, v nekih novih vodah in zdaj sem se vrgel v to vodo in začel plavati. In želimo ti veliko uspeha tudi na tem področju. Hvala. Veliko imamo vsega za obdelati, kje bomo začeli, na začetku ali na koncu. Predlagam, da kar pri najbolj vročem vprašanju oziroma temi. Dragan Adžič je odstopil z mesta trenerja ljubljanskega Krima, kot razlog je navedel, da enostavno se znašel v situaciji, ko ne more več pomagati. Kaj si vi mislite o tem? Mogoče, Bani, ti, kar najbolje poznaš, verjamem, ustroj ljubljanskega kluba. Ja, v bistvu nekako po tisti prikazani tekmi je prevzel to odločitev, prevzel odgovornost. Kot je sam dejal, v bistvu, če sam nima te energije, nima volje, da bi videl, da je možnost, da se na povratni tekmi z Mecom zgodi kaj drugače, je naredil svojo potezo. Absolutno vedno se, mislim, tudi kolega sigurno še bolj vesta, trenerski posel je tak, najlažje je zamenjati trenerja. Upali so na to neko šok terapijo, zdaj če rečem, da so izgubili potem za 4 gole, potem neka šok terapija je uspela, ampak mislim, da je zelo pomembno zdaj za naprej, kako bo, in če je tukaj trener prevzel odgovornost, pač odstopil. Pričakujem tudi zdaj, da bodo igralke tudi odgovorne, kdorkoli bo prišel, cilj pred njimi od tega ne odstopajo, še zmeram je ta Final Four, še zmeram je vse odprto, to lepo kaže po lanski sezoni, ko je Bittenheim 6. mesta v skupini, bil potem v finalu na Final Fouru. Tako da, ja, v takih primerih meni je sicer nekako žal, trener Adžič je zelo deloven, od sebe zahteva veliko, očitno pa je prišla ta zasičenost, da in ko je to opazuje, verjetno proti tem težko se je boriti. Saj sam nisem nikjer zasledil, da bi se karkoli oglašal. Branči, če se ne motim, sva midva govorila, da si se z njim slišal. Kaj ti je povedal, če ni skrivnosti? Ja, jaz sem se z Draganom slišal, ker jaz moram reči, da nikomor nikoli od trenera oziroma trenerk ne privoščim, da se mora raziti s klubom na svoj način oziroma strani kluba, in mislim, da je pravilno, da tudi z določenim sporočilom podpreš, bom rekel, rokometnega prijatelja, tako sem tudi sam naredil in Dragan mi je izčrpno napisal
sporočilo. Veliko tega je že Branka povedala v prejšnjem vprašanju in res, bom rekel, po eni strani lepa gesta, po drugi strani bi morda kdo rekel, da je človek brez nečesa, ampak jaz vem, da Dragan Ačić vsekakor ima karizmo kot rokometni trener. Zakaj, kako in kaj, nekaj je povedala že Branka. Jaz lahko samo rečem, kar sem videl po televiziji oziroma spremljanju njihovih tekem. Res se je videlo, da enostavno je treba nekaj narediti, ampak vedno na žalost ali pa na srečo, kakorkoli pogledamo, krajšo potegnajo trenerji, skoraj da nikoli oziroma nikoli igralci, ampak tako je, Luka ve, se pravi, ko se zmaguje, so zaslužni igralci, ko se zgublja, so krivi trenerji in jaz to se preklemansko dobro zavedam in tudi sam stojim za tem in absolutno, da naše orodje, se pravi igralci, so nekako ogledalo nas, kar delamo, to oni nekako delajo in Krim si je želel več, Dragan je to začutil, tudi sam dejal, da enostavno je največ, kar lahko v tem trenutku naredi za Krim, da ponudi svoj odstop, klub ga je sprejel. Jaz bi želel samo še to dodati, da mi je v sporočilu napisal, da je imel kljub temu porazu popolno podporo strani kluba, tako da on je rekel, da največ, kar on lahko naredi in da smatra, da je to najbolj pomembno, da ponudi odstop in to se je tudi zgodilo. Kako, Luka, ti gledaš na to situacijo skozi svoje očesi? Ja, jaz sem bil v situaciji, ko sem bil še igralec, pa so menjali nam trenerje, pa ne samo v enem klubu, kar v nekih klubov. Tako je bilo tudi z Brančom, ko je prišel v Cele. Ampak takrat je bila ena redkih, bom rekel, teh pozitivnih šok terapij, da smo takrat res ob tistem obdobju v tem spremenili potek dogajanja in mislim, da je bilo -6 ali -7 točk v prvenstvu prišli do zadnje tekme, kjer smo dobili prvenstvo in pokal in potem kar nekaj let bili, 5 let, no evo, bili nepremagljivi. Zelo redke so bile tekme, ki smo izgubljali točke v domačem prvenstvu. Bil sem tudi v situaciji, ko sem že bil trener, ko sem prišel na mesto nekoga za kot neko pozitivno šok terapijo, pa ta ni bila v tej smeri, pa se je tudi hitro obrnil, pa sem tudi hitro zamenil sredino. Pa sem pa bil tudi v situaciji, kjer enostavno pač strani kluba nismo videli, pa tudi jaz nismo videli, bom rekel, v Avstriji zdaj na zadnje, neke prave poti in smo se pol v bistvu odločili vsi skupaj, da je bolje, da se razidemo, ker ko priješ enkrat do situacije, ko moraš iti v službo pa delati to malo z muke, ne bo to nikoli prineslo rezultatov. Tako da je najboljše, da mislim, da smo vsi normalni, da so to stvari, ki se dajo dogovoriti in tako je tudi tu. Moramo vedeti, da biti trener, imaš 2 kufra, enega imaš zaprtega, skozi pripravljenega, drugega imaš pa odprtega, pa ven pa nodevaš. Tako da to je pač tako, prej sta že omenila, lažje je zamenjati enega, ko pa celo ekipo in ravno iz tega potem izhajajo tudi vodstvo klubov za temi šok terapijami, kot sem že rekel, iz izkušenj je to večkrat negativno, kot pa pozitivna šok terapija, ampak sem pa bil že tudi deležen te pozitivne. Žeban je povedala, da je v bistvu to najlažja odločitev, ki seveda vedno ni najbolj pravilna, ampak tako pač je. Vemo, da je kakšen strokovnjak je Ačić. Tudi v porazih teh hujših je vedno stopil pred kamere, saj sam se spomnim, vedno najprej rekel, jaz sem kriv, jaz sem odgovoren, jaz sem pripravljal ekipo, tako da se nekako zavedamo, da je zaščitil ekipo v želji priti do tistega končnega cilja. Bil si, Luka, igralec. Kako zdaj igralke doživljajo te momente, ko se je zaradi njihovih slabih predstav na igrišču zgodila menjava na trenerskem položaju? Ja, težko bi zdaj rekel, kako se one počutijo oziroma kako to one čutijo, ker pač smo vsi različni. Vem, da nas je takrat, pa tudi Branko ve, Branko je bil takrat trener mladincev v Celju, ve, da je to bilo za nas kar boleče, da je cela ekipa takrat recimo šla pred upravo, ko so imeli upravni odbor, ko so debatirali na to temo, kaj narediti in smo vsi v bistvu podprli takrat Matketa, ampak je že bilo v bistvu odločeno, ampak potem pa mi smo imeli svoje cilje kot ekipa, kot klub, prišel je Branko in ja, pač
zgodi se neka stvar, pride drug, mi moramo stremeti k novim ciljem, zdaj po domač povedan jokot za enim, ko je šel, nam nič ne bo pomagal, videli smo, da ni šlo in smo potem v bistvu oprli vse svoje moči in vse skupaj, da skupaj stopimo in da gremo pač po tej poti, ki nas je potem peljala do cilja. Moramo povedati, da je ponedeljek dan, ko tole snemamo, zaenkrat še ni glavnega trenerja, če se slučajno zgodi kakšna potrditev strani ljubljanskega kluba, da so vendarle ustoličili novega. Bani, kdo izbira trenerja, kako bo potekala ta izbor? Jaz bi se sam še malo na Lukata navezala na to, da je drugo, če ga, ne vem, že upravni odbor, če želi zamenjati trenerja ali pa v tem primeru, ko je odstopil sam. Tukaj nekako se mi zdi res v tistem, kar je tudi že Branko govoril, ta odgovornost, da pač on, ne glede kakšen strokovnjak je, ne glede koliko je predan temu poslu, čuti, da te energije, da bo punce vzdignil nima in odšel sam, tako da tudi to, kako so to dekleta mogoče šokirana bila, da je to naredil, mogoče so kakšne malce pričakovale, da bo to naredil. Tako da tukaj bi res nekako mogoče rekla odgovornosti trenerja, da je to sam naredil, glede na to, da je klub stal za njem. Kdo zbira trenerja? Zdaj jaz mislim, verjetno tudi tisti, ki so sprejeli trenerja odstop. Kdo z imeni točno, kot sem prebrala, športna direktorica, so pač je dejala, da so oni sprejeli, kdo je še v tej skupini, kdo je ta strokovna skupina, ne vem, je pa sigurno pred njimi težko delo, za koga se bojo odločili, kakšna je vizija kluba za zdaj, do konca sezone, ali pa že zbrati trenerja za naprej, tako da ne bi točno vedela, no, vsekakor bo pa to športna direktorica ta, ki bo nas osvetlila. Ko smo prišli, ko smo sedli za tolo mizje, je zadnji prišel Luka in je rekel, sta trener in pomočnik že tukaj. Malce smo se pošalili. Kvalitetno smo se pošalili. Branče je kar zmrznil. Bilo je mogoče zaslediti redka sicer imena, ampak med njimi, vsaj sam sem videl tudi ime Branka Tamšeta. Branko, je kaj resnice na tem, ali so to spet novinarske? Ne, povsem iskreno, ni bilo nobenega kontakta strani, če misliš konkretno za Krim, se pravi, ne, novinari pač, bom rekel, v zadnjem času, kjerkoli se zgodi karkoli, sem jaz povezan z vsakim klubom, zaradi tega, ker pač sem na tržišču oziroma nimam kluba, oziroma lahko v tem trenutku zamenjam kogarkoli, če si seveda to želi. Bilo je nekaj drugih ponudb, konkretno je bila ponudba Eurofarm Pelistra, kjer se nismo našli, enostavno, čeprav smo imeli nekaj dnevne pogovore, ampak tako je to v športu. Človek mora sam nekako pri sebi se odločiti. Jaz v življenju sem imel par dilem, ki sem jih hitro rešil in jaz to zelo enostavno rešujem. Se pravi, konkretno Branka me pokliče, boš prišel v ta in ta klub, karikiram. Vzamem si list papirja, na levo stran pišem pluse, na desno minuse, seštejem 10 minut in rečem ja ali ne. In tako sem se vodil sedaj. Je pa tisto nekaj, vsaj meni se pokazalo v življenju, ne samo pri takih odločitvah, ampak tudi pri športnih v samih tekmah. Tista misel, tista ideja, ki je prva, se je vedno pokazala kot najboljša, oziroma v večini primerov. Tako da se nekako zdaj že po tej intuiciji nekako zanašam in grem in zaenkrat, tako smo se že ugotovili, sem še doma in konkretno oziroma uradno kontakta oziroma stika z Krimom, kar se tiče mene, ni bilo. Vemo, da seveda imamo primerne strokovnjake tudi pri nas, ampak verjamete, da bo naslednji zbor naš domač strokovnjak ali kdo iz tujine? Kak profil trenerja pravzaprav Krim potrebuje zdaj v tem trenutku? Vemo, da se želi v Evropi vse do konca oziroma na Final Four. Ja, dobro vprašanje. V bistvu možno, ne vem točno, zdaj nisem veliko pregledala, kdo od teh, glede na to, da nimajo težava, bi bil domač ali tuj trener, kdo je ta, ki je, da bi to lahko povedal, pa kdo je v bistvu prost. Mislim, da nekoga tazga z nekim tem, da res je že šel čez to, da je že bil na Final Fouru, mislim, da trenutno ni prost, tako da predvsem je pomembno res, kakšna je ta vizija, kaj želijo zdaj, ali bojo že zdaj imeli tega trenerja tudi za naprej, ali zgolj samo do junija. To pa pač, jaz res nisem zasledila točno, kaj je. Ali je začasno, ali je
čeprav začasno, vsaj po mojih izkušnjah, je najbolj trajno po vseh drugih stvareh. Tako da vsekakor je nekdo, ki bo mogel vzbuditi zaupanje, medsebojno zaupanje z igralkam. Ene stvari, veliko je takih stvari, ki bo mogel nekako v njih neko dodatno energijo dati, da bojo res pokazali tisto, kar znajo, in pa seveda mogoče vseeno malo kakšne taktične zamisli, kako nekoga ukaniti, ki je pa mogoče včasih malce prehiter za tebe, ampak da ga dobiš na neko zvijačo, bi temu rekla. Branči, malce si se nasmehnil. Luki, si želel kaj povedati? Ja, kdo je v tem trenutku fraj oziroma prost, pa je že šel čez Final Four, pa tudi osvajal lovorike, jaz mislim, da je to ne Tisel. Človek, ki je sicer sedaj... Ampak naš kolega je se vrgel zdaj v kolesarstvo. Precej v kolesarstvu, Ja. tako da ne vem, če bi ga spustili ti timi iz svojih, mislim, da je tudi predsednik ali Mislim, da Ja, je je. predsednik kolesarskega kolesarskega kluba Celje. tako, ja. Ampak mislim, meni je takoj, se pravi, asociacijo sem dobil na Toneta, ki je bil trener vseh nas, razen tebe, edino, če te imel mogoče kje na gimnaziji. Ne, sva pa Celju. dobra prijatelja. A sta pa dobra prijatelja. Kolesarta. Vse nas pa je treniral, tako da vemo, kdo je kaj in kako. Zakaj sem to rekel? Prvo iz tega vidika, on je že šel skozi to. Drugo, mislim, da ga, ne mislim, vem, da ga Zoran Janković, ki je človek, ki bo verjetno imel eno od glavnih besed pri izbiri trenerja, izjemno ceni. Je pa res, da Tone že kar nekaj časa ni v rokometu, ampak nikoli ne reci nikoli in pustimo se presenetiti. Če se malce pošalimo, bolj za šalo kot za res, če bi odločitev bila na vas treh, koga bi ustoličili za glavnega trenerja? V tem trenutku za mene pretežko vprašanje. Ja, so bomo kar strinjali. Tež bomo rekli, ne? Mislim, to moramo vedeti, da vodstvo kluba ima zdaj velik izziv to Ja. narediti. Ne? Zdaj ali bojo to rešvali to sezono, pa bojo rešvali trenerje do konca sezone, ali bojo naredili nov plan, se pravi ta del sezone plus, ne vem, nek nov ciklus, ne vem, 4 let ali pa ne vem, naslednji Final Four. Veliko je tu čev in moramo vedeti, da v takih situacijah ni fajn biti, ker konec koncev zdaj so oni na vrsti, ki morajo potegnati potezo, prevzeti odgovornost, ne? In ne vem, ne bi jim bil zdaj v koži, pa naj ga pokazal, kdo bi bil, ne? Je pa res zdaj tudi odvisen, kakve so želje, koga bi imeli, oziroma kdo bi se sam prijavil, ker tudi te primere poznamo, ne? Recimo, mogoče pa ne je bila slaba ideja, ne? Slovenski klubi so že tudi po socialnih omrežjih iskali trenerje, pa mogoče dobijo kako idejo, ne? Kdo bi še lahko tu bil. Luka Žvižu še ni treniral ženske ekipe? Pa je tudi ne bo. Gladko. Ne, to so oni plusi pa minusi in to, ko si že prej rekel, A ne to zaradi nove službe ne bi, ali sploh to ne? zaradi nove zaradi nove službe? Sem ga ravno želel vprati, da se je zdaj odločil za drugo službo, ne zato, da ne bi želel. Luka je zelo lepo povedal, jaz bi rad rekel, da na splošno v življenju pa v samem športu je enostavno ali pa relativno enostavno nekaj rušiti pa menjati. To zna vsak. Zelo težko je pa nekaj graditi, nadgraditi, uspeti in potegnati pravo potezo. In tu tisto, ko ima, bom rekel, GM-a oziroma direktorja takšnega, ki začuti, kdo je pravilen, je v veliki prednosti. Jaz upam, da mislim, da Deja Dolar, mislim, da je športna direktorica, da ima ta čut, da bo znala seveda ne sama, ampak z svojimi sodelavci potegniti asa iz rokava in popeljati, bom rekel, Krim tam, kjer si želijo, čeprav po mojem mnenju, kar sem gledal do sedaj, nevezano na Krim, ampak vse ostale ekipe, bo preklemansko težko priti na Final Four, ampak cilj je, plani so, treba bo zagristi, delati, ne jamrati in slediti svoji poti. In če ocenimo nekako nastope Ljubljančank v letošnji, v dosedanjem poteku Lige prvakinj, Bani, vsaj sam sem dobil tak občutek, da so Ljubljančanke premagale vse tiste, od katerih so boljše, v teh derbih pa izgubile tekme s tistimi za prvi 2 mesti. Da so enostavno ta moštva boljša v tem trenutku. Če se vrnem samo na začetek, prvo je bilo že to, da nekatere nove igralke so prišle, da se je zopet sestavljala ekipa. Imele so srečo ali pa
srečo v nesreči se zdaj kaže, da je bil razpored tak, da so nekako te, ki so novinke v Final Fouru, da so se z njimi srečevali na začetku, z psihološkega tega vidika, da so nekako dobivali te točki. Je pa res, da je bilo že prvo opozorilo tekma s Podravko, katerem je prišla na wildcard, mislim, da na ta Ligo šampionov in že tam res nekako srečno dobila tiste 2 točki. Tako, ja, z njimi so se, recimo Storhamar je ekipa, ki isto veliko teče, Norvežanke, veliko igralk njihovih je zdaj v norveški reprezentanci, kar je tudi zelo veliko pomeni, ne, za kakšen stil igre gre, se pravi zelo tekaško naravnane. Isto so doma v zadnji sekundi v bistvu si prislužile 2 točki in seveda, ko je pa prišlo do teh tekem, ki pa moraš vsaj tekmo doma z ČSM-jem, bi bilo potrebno te 2 točki dobiti, so pa videle v bistvu, kaj so res te pomanjkljivosti te ekipe. Ali je neuigranost, ali nekako prepočasnost, mogoče so kakšne stvari, se niso videle, ne vem, kako je bila smola s treningi, s poškodbami, ampak kljub temu, če želiš na Final Four, seveda moraš ena od teh favoritov tudi zmagati. Mec je pa sigurno že od lani, če gledam, ko so šle na izpadanje, je absolutno ekipa, ki Krimu ne leži, jaz ne vem točno, katerega leta nazaj je Krim premagal Mec, izredno tekaško pripravljene, izredno nekako relativno mlada ekipa, ki se popolnjuje z unim tistim, kar jim manjka in držijo nek svoj ritem, res ta tekaški, to, če prideš v mlin, je tako. Tako da nekako lahko rečem za rezervo 3, bi rekla, za vseh teh odigranih tekem, ne bom rekla, tako da to se mi zdi, da je kar ključno, no, in tukaj na teh ni, kot sem že rekla, nič izgubljeno, ampak se je pokazalo na teh 3 direktnih nasprotnikih, da pa je še kar ogromno rezerve. Iz ust takole strokovnjakov je bilo mogoče slišati vedno več obramba, to je nekaj, kar bo potrebno popraviti. Videli smo proti Mecu, mislim, da 35 prejetih golov, čeprav je seveda Mec mogoče celo prvi favorit ali pa eden glavnih za naslov. Je res to ena tista slaba točka letošnjega Krima? Ja, predvsem je pomembno to, da so se te centralni bloki, kjer so se malce zamenjale. Prišla je v bistvu zdaj Horača, ki igra na tej poziciji, ki prej in nekako se mora ujeti, se moraš čutiti, vsaj te 2 sta res pomembni, da se čuta. Je pa v končni fazi, glede na to, da je pa treba pohvaliti vratarke, vse 3, so bile na nekem svojem nivoju in mislim, da je tokrat bil napad ta prepočasen, pa mogoče tudi ta sam prehod ali pa podaljšan proti napad, da so tukaj še velike rezerve, no. Ja, to je tisto, kar si rekla. Ko počneš napake v napadu, pridejo kontre zadetki, veliko število prejetih, kar ne pomeni nujno slaba obramba, samo ampak tudi slab napad. Kar se tiče Lige prvakinj, če malce samo potegnemo črto, Mec, Ferencvaroš, Džer, Esbjerg na prvih 2 mestih v obeh skupinah, ki peljeta direktno med 8, kako posebno presenečenje? Ne, v bistvu je še en krog tekem, dejansko Džer je, ne vem, mogoče tudi malce toplo, hladno, izgubili so točko recimo v Podgorici. Predvsem, kar je iz druge skupine, kar spremljam, je izrazito napadalen Brest. Mogoče celo bolj napadalno, kot obrambno, ker prejmejo tudi veliko zadetkov, res da jih veliko dajo, ampak tudi nekatere taktične zadeve za to novo trenerko Trevelovo so neki prinesli, neki so pokazali še dodatnega, tako da, in to so vse ekipe, ki so res tekaško pripravljene. Ravno prejšnji vikend sem gledala Brest Odense, ki je res, sicer za moj okus mi ni to tako všeč, ker je ta run and gun, ampak ja, res obe ekipi sta bile na tekaško in napadalno zelo na visokem nivoju, tako da ni nobenega presenečenja. Kako sta videla tale skupinski del, če potegnete po črto? Ja, Banja je bila zelo izčrpna, tako da tu ni kaj veliko za dodajati. Jaz bi rad samo poudaril, da še vedno so možnosti, da se Krim dokoplje do 2. mesta, kar je direktna uvrstitev v četrtfinale. Mislim, da je to, oziroma vem, da je bil to tudi njihov cilj, vsaj tihi, če ne glasen, se pravi, da se izognejo še enim bojem v osmini finala oziroma v repesažu za uvrstitev v četrtfinale.
In bomo videli, se pravi, ko bo zapihal nov veter, jaz bi mogoče sem dejal, veliko si omenjal obrambo, zadeve. Absolutno, da si vsak trener oziroma klub sestavlja ekipo na njihov način, njihov slog igre. In jaz bom rekel, kot gledalec sem opazil, da je Krim imel, pa naj me Bani popravi ali pa Luka, v tej sezoni do sedaj samo 2-3 adekvatne igralke, ki lahko igrata v osrednjem bloku. In to je na takšnem nivoju velik problem, vsaj skozi prizmo mojih oči. In jaz mislim, da tu je Krim mogoče malce pozabil na neke stvari. Po drugi strani pa tudi, to sem že dejal prejšnji teden, ko sem se srečal z očetom od Ane Gros, da mi je res čudno, z vsem spoštovanjem do vseh, da Ana Gros nima prave zamenjave. In to so stvari, ki se na tako vrhunskem nivoju ne bi smele dogajati oziroma bi moral slišati, na kak način so konkretno Dragan Adžič in pa Krim to vse skupaj hoteli zajeziti oziroma narediti tako, kot si oni želijo. Pač to so, bom rekel, v mojih očeh določene stvari, ki bi mogoče lahko bile boljše narejene. Kar se tiče še ženske lige prvakinj, pa da gremo potem v naslednje poglavje, me zanima vaše videnje zadeve Vipers Kristiansand. Za tiste, ki mogoče ne spremljajo od bliže, Vipers je bil tisti noči, mislim, da 19. oktober, nekaj takšnega, nedeljo zvečer že iz ust vodilnih mož označen kot klub, ki je ugasnil, da je že odigral zadnjo tekmo, potem pa nenadoma zasuk v tisti noči. Ponedeljkovo jutro je našlo skupino investitorjev, ki je pogojevalo svoj prihod z zamenjavo celotne uprave tega kluba, kar je bilo edina rešitev, in na koncu se je to tudi zgodilo. Vipers nadaljuje s tekmovanjem. Kako vidite to zgodbo, glede na to, da je skoraj ugasnil 3 sezone zapored po osvojil naslov v ligi prvakov? Očitno je to samo v rokometu, se pravi. Jaz vem, da pač določeni klubi enostavno potegnejo ročno, po domače povedano, in dajo all in, tako kot je Vipers konkretno v tem primeru. Se pravi, ali se bodo zbudili določeni vlagatelji, ali pa bomo enostavno zaklenili ključavnico in ugasnili klub. Zopet, to je narediti najlažje, se pravi, končati vse skupaj oziroma zapreti. Zgodilo se je, hvala Bogu za, bom rekel, ženski rokomet in stvar teče dalje. Malce drugačni obliki, ampak ekipa je ista, ekipa na igrišču in dosega tudi dobre rezultate. To je mogoče tudi opozorilo za naše klube, da potrebujemo podporo iz ozadja, če ne, se lahko zgodi tudi črn scenarij. Absolutno, vse to mora biti en tim, ne? Vse je to kolesce v celem klubu. In kar je še recimo že na začetku sezone, se je približno nekaj tazga dogajalo z Podgorico, z Budućnostjo, ki je potem pač, mislim, da občina, država nekaj, da so jo obdržali, da vseeno igra to ligo, ker za njih je tudi pač zelo pomembno za ženski rokomet, da ta Podgorica je. In potem res Vipers, kot je že Branko rekel, 3 zaporedne evropske naslove, bi človek rekel na Norveškem, da mogoče sploh to ni mogoče, da se tepejo sponzorji, kdo bo, glede na to, kako je rokomet popularen na Norveškem. Ampak ja, sreč s tem ekipo imajo 2 vrhunski vratarki, tam obe 2 reprezentančni, se pravi obe 2 za zadnjega olimpijskega turnirja z zlato medaljo, ampak to očitno ni štelo. Hvala Bogu pa, da se je to končalo tako, kot se je, in da vseeno ostane, ker je konkurenčna ekipa, lahko bori, lahko mešaš trene v uni skupini, in jaz verjamem, da bo napeto pol zaradi njihovega obstanka tudi to. Bi tu samo omenil, ko je Bani dejala Norveška, kako se lahko zgodi kaj takega. Lansko sezono je Kolstad, moški klub, ki nastopa v ligi prvakov, na kupu po imenih, bom rekel, zelo kvalitetno ekipo, ampak v roku enega meseca praktično ostal brez določenih finančnih virov, in tudi oni so pogojevali, tako kot Vipers, z zaprtjem kluba, z odhodom igralcem. Očitno je na Norveškem ta karta zelo uspešna, kajti Kolstad tudi danes igra, določeni igralci, ki so podpisali za Kolstad, igrajo tam, in se pa bojim, če bi se to v Sloveniji dogajalo, da bi nažalost tisti klubi, ki bi to napovedali, bi verjetno bili zaklenjeni. Ja, pa se v končni fazi v slovenski ligi, kar se ženskih klubov tiče, nekako je se zgodilo s člansko ekipo Celja, žensko, da je nekako je ni, v bistvu nadaljuje samo z mladimi.
točno tako, kot se zgodilo, ne vem, mislim, da v sponzorstvu ali glavni sponzor je neke prodaje so bile in absolutno se to takoj pozna na takem klubu in meni je res hudo. Jaz sem se pred 3 leti vrnila nazaj v rokomet in v končni skoraj vsako leto se zapre en klub, ena članska ekipa in sploh recimo kot je Celje, kot je Žalec, ki je bil še v mojih časih res ena ekipa, ki je igrala Evropo konstantno vsako leto, da je potem kar ni, ne. Luka, bral sem, kar se tiče tega dolga, ki je bilo potrebno poravnati pri Vipersu, na eni strani, da je šlo za številko nekje okoli dobrih 800 tisočakov, na drugi strani, da je šlo za 2 milijona evrov. Kakšne so pravzaprav te številke? Bil si igralec na najvišjem nivoju, igral si za Barcelono, če primerjaš moški rokomet mogoče takrat, pa danes. Je to velik znesek, visok znesek ali vendarle ne govorimo o tako velikih številkah, sploh glede na Skandinavijo, njihov vložek v rokomet? Ja, če nimaš financ, pol je kakršenkoli znesek visok, ne. Mogoče samo to, da na Norveškem recimo so rešili 2 taka kluba z veliko večjimi zneski, ne. Pri nas, tako je rekel Branč oziroma Bani, ne, za te klube, ali se ugasnejo, ali pa životarijo, ne. Kar je mogoče še slabše, ne. In oni so šli pač all in na eno ali pa na drugo stran, ne. Zdaj, ali rešimo klub, ali ga pač ne bo, ne. Ne bomo se pa šli, ne, ker kaj se dogaja, pa najslabše, kar se lahko zgodi, je, da klub prije v tako situacijo, da nastanejo tu dolgovi, do igralk, do igralcev, do trenerjev in potem to vleče marsikaj za sabo, ne, in ja, sej lahko je zdaj biti pameten tule na kavču pa reči, ja, ugasnemo ali pa gremo all in, ne, ampak enostavno tisti, ki so že toliko upeti v ta rokomet, ki moramo vedeti, ne, vsi mi, ki smo bili del rokometa, bom rekel, skoraj naše celo življenje, ne, nismo to jemali kot službo, smo to jemali kot način življenja, ne, s katerim, oziroma prvo tudi zabava in na podlagi tega smo potem dobili recimo službo, pod narekovaji si ustvarili stvari, od tega živeli, ne, ampak ko priješ pa enkrat do situacije, ko vidiš, da tu zdaj glih ne bo najlepša pot, oziroma bo treba zopet marsikaj potrpeti ali pa dol pogoltnati, se pa odločiš potem ravno za to, ne, ali greš all in v eno ali v drugo smer, oziroma nadaljuješ tam, kjer vidiš, da boš lahko nadaljeval. Vsekako nas veseli to, da je Vipers obstal, to je dobro tudi za rokomet. Če se preselimo zdaj v moško ligo prvakov, dejali smo, Luka, igral si za Barcelono, Barca zdi se letos spet igra nekako svojo ligo ali pa svojo skupino na eni strani, zanima me na drugi, kaj je z Magdeburgom letos? Ja, so nihanja, se moramo vedeti, tako je že Branko prej rekel, ne, ustvarjati nekaj, graditi, biti uspešen je mogoče lažje, ko pa na vrhu potem ostati, ne, biti in to konstanto držati. Magdeburg ima dobro ekipo, ima vse, ampak enostavno jim ne gre, ampak tudi v prejšnjih sezonah smo pa lahko rekli, da so bili na določenih tekmah kar veliko presenečenje, oziroma da so držali tak nivo skozi večji del sezone, potem tudi osvojili ligo prvakov, ne. In pač so zdaj trenutno v eni fazi, ko jim malo ne gre, ko niso na najvišjem nivoju, ampak tu je zdaj potrebno skupaj stopiti, tu se bo zdaj videl, ali je to pravi tim, ne samo ekipa, trenerji, vodstvo oziroma cel klub, če je to en pravi tim, da bojo znotraj sebe našli neko rešitev, ki bo zopet šla vzgor, ampak moramo vedeti, v športu je vedno gor dol, tako kot je to bogan, ne, ko greš po stopnicah gor, si na vrhu, ampak dol čakajo drugi, ki bi tudi radi bili na vrhu, in če te že dol porinejo, se ti po to bogano dol spustiš, ne. In kaj bo zdaj naredil, ne boš tam čakal, ampak bo zopet šel v vrsto in zopet gradil, da zopet prideš enkrat na ta vrh, ne. In tudi to je se zgodilo v Magdeburgu. Barcelona ima pač svoje prednosti, moramo nekaj vedeti, da če ne bi bili del nogometnega kluba, bi tam bila fejst drugačna zgodba, vemo, kakšna je zgodba o rokometu v Španiji, v primerjavi s 20 letim nazaj, kjer so bili najmočnejša liga, kjer so najboljši igralci, vsi šli v Španijo, tam igrali, tudi v Španiji se je ugasnilo kar nekaj klubov in tudi vem za 3 take, ki so bili evropski prvaki, vele sile pa jih danes ni nikjer, ne. Ciudad Real, Pamplona, TK Santander,
Tudi pri ženskih, ki je bila Mar Valencija. Pol tudi Atletico Madrid recimo, no, ampak Ciudad Real je imel oba imena, ne. Tako da je kar nekaj tega za nazaj, ne, in ja, gore dole. Tu sta, mislim, na Barca pa Pik zdaj na vodilnih mestih na prvi in drugi poziciji, če se ne motim, Pik sem delal s Kelcem in po zmagi skočil na drugo mesto. Če se preselimo v drugo skupino, na vrhu sta Vesprem, PSG, nesrečnika, ki mislim, da nimata še niti enega naslova v Ligi prvakov, sta letos končno zrela za kaj takšnega ali spet ena sezona kot v neki seriji, počakajmo na naslednjo. Po mojem mnenju v letošnji sezoni Lige prvakov je vsaj 8, če ne 10 ekip v tem trenutku, ki lahko osvojijo Ligo prvakov. In to govori, da je v moški konkurenci evropski vrh zelo širok. Igralci so kar dober, bom rekel, najboljši igralci, porazdeljeni po vseh teh klubih in res je zanimivo spremljati. Mislim, da je v zadnjem kolu Paris grdo izgubil z Sportingom, kar je verjetno, oziroma za tiste, ki ne spremljajo zelo podrobno rokometa, veliko presenečenje. Jaz bi skoraj da dal roko ogenj v tem trenutku, čeprav za rečenega kruha se največ poje, da Paris ne bo osvojil Lige prvakov v tej sezoni. Magdeburg ima povsem realne možnosti, da se dokople zopet do Final Foura, čeprav je v tem trenutku v vodah, ki se izpada iz Lige prvakov. Res je, zelo izenačene so ekipe, lahko premagaš vodilnega v skupini oziroma zgubiš z zadnjim. Ne, na zadnje ni več popolnih outsiderjev, kot je mogoče bila v prejšnji sezoni, tu Eurofarm Pelister, ki ni osvojil niti ene točke, letos jih ima že 4, tako da bo se peklo, kot rečemo, do konca iz kola v kolo. Nekako Lukatov bivši klub Seget z novo energijo, kajti Španca je zamenjal Šved, popolnoma druga konstitucija tudi samih igralske zasedbe v večini in rezultati oziroma sadovi se že kažejo in tudi Seget je eden od resnih kandidatov. Me pa veseli zato, ker v Segedu igra veliko Slovencev oziroma tudi Slovencev, ki igrajo za Hrvaško, tako da so stvari, seveda, jaz zelo rad gledam oziroma navijam za ekipe, kjer igrajo Slovenci. In moram biti kar vesel oziroma smo lahko vsi skupaj zadovoljni, da predvsem v moškem rokometu je skoraj da v vsaki ekipi kakšen Slovenec, to pa govori o kvaliteti, ki jo slovenski igralci vsekakor imajo. Bani, Branko je omenil že Sporting, verjetno velja še pristaviti zraven kot presenečenje bukareštanski Dinamo. Kaj tam počnejo prav, da je dobra evropska sezona? To bo Branko bolj vedel kot jaz. Mene sam, kar me je fasciniralo, če je to recimo ta šok terapija trenerska. Jaz mislim, da je prišlo v Zagrebu do menjave in to tekmo sem pač uspela videti, no, ravno z Magdeburgom so igrali in mi je bilo nekatere stvari tako, so mi bile zanimive in za njih je tudi to res ta šok terapija uspela. Kako bo pa naprej, bo pa kolega Branko to sigurno več vedel. Se pravi, v Dinamu, v Bukarešti, Romunija je zelo specifična dežela, tako in drugače. V tem trenutku je tam denarja ko blata. Se pravi, če pogledamo samo ekipo Dinama, to je tako Chelsea v najboljših časih v nogometu. Se pravi, eden ali dva Romuna, vse ostalo pa igralci iz celega sveta. Iz Evrope, ven Evrope, iz Afrike, iz Egipta. Tako da bom rekel, tujska legija, ki funkcionira toplo-hladno zaenkrat, ampak tudi eni, bom rekel, od manjših kandidatov mogoče za Final Four, ampak jaz v tem trenutku jih tudi ne vidim tam, zaradi tega, ker enostavno so premalo časa skupaj, se pravi, ljudje iz vseh šol rokometnih na svetu in zato tudi rezultati, se pravi, nekaj porazov, nekaj zmag in tako dalje. Mislim, da bojo zadovoljni z uvrstitvijo v nadaljne boje, potem pa seveda lahko presenetijo predvsem doma, kjer je južnoameriško vzdušje na tekmah. Čeprav tudi tega je sedaj manj, kot je bilo včasih, kolikor spremljam. Celo dvorane niso nabito polne, kar je čudo za Romunijo, ampak nikoli se ne ve, ko bo šlo za izločilne boje, mogoče pa napolnijo dvorane na takšen ali drugačen način.
Koliko rokomet pogreša, koliko vi pogrešate Nikolo Karabatiča, Mikela Hansna, z Aleksom sem se pogovarjal Vlahom, pa sem ga vprašal, kaj dela zdaj Hansen, ko je konec karijere, pa je rekel nič, otrok je šel v šolo, družini se bo posvetil, malo bo šel po svetu, je rekel, kot da ga ni že dovolj videl. Ja, samo po svetu malo drugače hodil, ne. Bil je, Branč bil je, jaz sem zdaj ime pozabil, Šved iz levi bek iz Rajneker Levna. Ja. Duric, a ni? Duric, tako je. Ne, on se momentalno odločil, ne bom več rokometa in grem jaz po svetu. In on je potoval, mislim, da 1 leto po svetu in pa kar naenkrat se odločil, zdaj pa še mogoče igral, ne. In jaz sem bil v tistem trenutku v Mindenu, pa ne vem, če ni bila proti nam ali pa ena kasnejših tekem, evo njega v dresu in on je prišel direkt z Ruzakom, s počitnic in na igrišče, ampak to zares ekstremi, no. Sam jaz bi rad rekel, da je tudi, bom rekel, deloval počitniško No, na ja, teh tekmah. ni bil na takem nivoju, ker vemo, da je pač prednji se za to odločil, da je bil, zdaj, če jih bomo pogrešali, ja, vsakega lahko pogrešaš, ampak vsake pa nadomestljiv, ne. In mislim, da v Ligi prvakov se njih zdaj več niti ne toliko pogreša. Je, tako smo že ugotovili, zelo zanimiva Liga prvakov, ne. Ampak v tem trenutku razmišljati, kdo bo na Final Fouru, je še vmes, moramo vedeti, še cela Liga prvakov, je še tu prvenstvo, vedno do česa tu pride, do manjših sprememb, ampak če je že prej rekel Bran za Pariz, ne, da ne verjame, ne, sem jaz mnenja za Vesprem. Ne. Vesprem je imel edinstveno priložnost vzeti, imel vse že, koliko je bilo do konca, Branč, ti boš točno vedel. Pa bom jaz povedal, zakaj bo točno vedel. Točno 13 minut pa pol je bilo pa 8 zadetkov razlike. Tako, 13 minut do konca, ne, ker se je tudi Branču zgodil, da je že vnaprej poslal sporočila čestito fantom za osvojen naslov, pa potem še enkrat naporočilo. Pa še en SMS se upravičal, ne, ker se je res zgodil to, kar se je zgodil, takrat so Kielce naredile preobrat, bilo je res nekaj neverjetnega, ne, in Vesprem nekako, ne vem, no, jaz imam tak občutek, probavajo, veliki so vložki, igravci in trenerji in vse na maksimumu, ampak takrat, ko je pa bilo treba, pa niso bili, no, tako da jaz... Se pravi, Luka, misliš, da so se toliko zamerili nekomu tam zgore? Ja, ne vem, kjer so se zdaj zamerili, ampak še zgleda, da ni čas, no, pa ne vem, nekako ni, ne vem, imajo pa recimo dvorana, ki je vedno polna, ne. Mislim tudi, da če bi turnir v ping-pongu organizirali, bi bila dvorana Vesprem polna. To je res noro, kar se tega tiče, ne. Pa tudi verjetno, oziroma skoraj sigurno, če ne največ, so pa med top 3 klub, ki vlaga največ denarja, bom rekel, sam nakup igralcev in vse ostalo. Vse ostalo, in tudi sam sistem na Madžarskem, ko bi ga le mi v Sloveniji imeli takšnega, kar se športa tiče, bi Luka ne bil tam, kjer je sedaj, ampak bi debelo, bom rekel, bil v rokometu 5. Skratka, zanimivo bo še v Ligi prvakov in Ligi prvakin, jasno, pospremljali bomo obe elitni tekmovanji tudi na programih naše televizije. Skupaj z vami žal v moški konkurenci ni slovenskega kluba, ampak izgubili smo Ligo prvakov, dobili smo državno prvenstvo. Bomo pa zdaj s klubskim rokometom zaključili in se preselili nekako na reprezentančni nivo. Tisto najboljše, kar prihaja, to smo nekako pustili kot magnet za zaključek tega pogovora oziroma za sam konec. Že v četrtek se začenja Evropsko prvenstvo za dekleta v Avstriji, na Madžarskem in v Švici. Naše punce bodo igrale, mislim, na prvi del v Innsbrucku, potem pa upajmo seveda drugi del nam bližje Dunaju. Menjava generacije, kako spremljate vse skupaj? Ja, prišlo je res po teh olimpijskih igrah, je prišlo do take zamenjave. Malce sama sem pospremila tole edino tekmo, kar so imeli zdaj v tem pripravljalnem obdobju, so igrali proti Črni Gori. Bila sem tudi na enem treningu na zdravje fanta, zdaj, ki je ženski rokomet celo pije, ne? In ja, dejansko je veliko igralk novih, kateri verjetno tudi, ko bo prenos. Jaz mislim, da bo Slovenija tudi celo na nacionalki. Je zelo pomembno, da si ta imena zapomnejo, da bodo vedeli, s kje te punce prihajajo. Zgledalo je na sami tej tekmi veliko dobrih stvari, veliko, ko res delujejo kot tim. Tukaj zdaj ni nobena posameznica,
ki bo to ekipo vlekla, morajo biti kot tim. Predvsem neko vzdušje imajo, kaj lahko pričakujemo, predvsem je to prvi razred oziroma nova šola za veliko večino. Tukaj je standardnih, je Stanko, Vojnović, Maja, Svetik, pa Lepoja. To so 4, ki so nosilke. Ostalo so vse, sem občasno je bila že Ema Markovič, Živa Čop je že bila včasih v reprezentanci, ampak ne v taki vlogi, kot prihajajo zdaj. Jaz bi si želela res, da se tem puncam, vsem sami reprezentanci pomaga. Na ta način, ja, dogajale se bojo napake, mogoče kakšna stvar, ki mu ne bo logična, da se je zgodila, se bo zgodila, ampak to je pač ena pot, vsako je to stalo, tudi to Stanko, tudi Gros in vse ostalo, tudi mene v končni fazi, ko si prvič na takem turnirju, da se jih mal res poskuša, da se one odtresejo tega, da ni pritiska in vsekakor skupino, ki imajo, se pravi Norveška, ki je olimpijska zmagovalka, Avstrija, ki je domačinka in je v vzponu, to so že lani pokazali na svetovnem prvenstvu, ko smo se mi z njimi srečali, in pa Slovaška, v kateri recimo, da je sigurno ta ekipa je prva, ki je premagljiva, sploh tudi zaradi psihološkega razloga, ker so nekatere punce, ki so sedaj v reprezentanci proti tej Slovaški igrale lani, ko smo imeli mini priprave. Tako da jaz bi si želela, da to je res preboj v drugi krog, nič ni nemogoče, bom rekla. Vse, kar bi to naneslo, je verjetno nekako v stilu skoraj kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre. Tak dosežek bi bil to za ta jedro reprezentance. So pridne, prizadevne, ampak ja, nasprotniki na Evropskem prvenstvu so močni, ene ekipe so se zamenjale oziroma tudi pomladile, ene niso, ene še zmeraj kot Norveška tangira, glede na to, da bo njihov selektor končal s tem Evropskim prvenstvom svojo vladavino selektorstva na Norveškem, so še zmeraj kandidati in proti njimi igramo. To je recimo za njih, za naše te punce, ki so zdaj res privilegij, da bojo lahko igrale proti enim Norvežankam, da to hitrost, to moč tudi same občutijo in tako rastejo. Tako da, ja, zelo zahtevno, tudi če jim ne uspe drugi krog, mislim, da ni takoj za neko paniko, ampak je res samo, kot sem nazadnje poslušala en podcast enega trenerja, je red, delo, pa ne bom zdaj rekla disciplina, kot je prej veljalo, ampak odgovornost. Vsaka do sebe, vsaka do zveza, do igralk. Bravo, Petka, so oba isto gledala. Isto knjigo prebral. Ja, no, in tako da to bi si želela, no. Nisem te želel prekinjati, bom te pa popravil, prenosi bodo na Areni Sport. Ja, pa tukaj jaz prenašam in bom sigurno probala pomagati s tem, da bo ta slika drugačna, ampak na nacionalki pa vseeno, da... Skratka, v neposrednih prenosih na vodilni športni televiziji v Sloveniji. Ok, se opravičujem, runda. Gremo dalje. Bani, mogoče ti si najbolj pravi naslov za tole vprašanje. Ko govorimo o ženskem reprezentančnem rokometu, je ta uvrstitev na olimpijske igre največji uspeh slovenske reprezentance, ena stvar, in pa druga je reprezentančna generacija Gros, Lazović, Varagić, Mausar, Pandžić. Najboljša, kar smo imeli do sedaj? Mislim, glede na to, da je bila na olimpijskih igrah, je očitno najboljša. To zdaj ne vem, ta uvrstitev, ta nastop na olimpijskih igrah za rokometašice, jaz mislim, da je največji uspeh, sigurno. In to pač na tem bi bilo treba graditi. Škoda je, ker potem mi to hitro pozabimo, ko se pride z olimpijade in se na tem področju ne dogaja veliko. Žal mi je, recimo za te igralke, ki so aktivne, predvsem nekatere, jaz verjamem, ker če sam povem, recimo to prvenstvo je zelo odvisno, pa tudi naslednjo svetovno prvenstvo, kakšna bo skupina oziroma kvalifikacija za svetovno prvenstvo. Če greš v drugi krog, morda dobiš lažjega nasprotnika, če izpadeš prej, tudi te kvalifikacije potekajo z veliko težjim nasprotnikom in tukaj bi res mogoče apelirala, pa pričakovala, da tudi te igralke,
ki so, ker dejansko zdaj v tej reprezentanci nimamo levičarke na zunanjih mestih, ni, bi mogoče vsem pozvala, da so pripravljene priskočiti na pomoč, ko bo treba oditi zopet na eno veliko tekmovanje. Tako da dejansko za vprašanje samo olimpijske igre, jaz mislim, da so vrh, če je najboljša ta, očitno je, ker se je edina uvrstila. Vemo, kako pomembne so izkušnje, ki jih seboj nosijo ta dekleta. Vemo iz moškega rokometa, koliko sta reprezentanci dala, oziroma eden še vedno daje, Uroš Zorman in pa Luka Žvižej. Vidimo, katero dekle v takšni vlogi ob robu igrišča, pametno bi jih bilo verjetno izkoristiti, da prenese dragocene izkušnje na mlade. Ja, se je bila Banjo v taki vlogi. Ja. Ne, je te svoje izkušnje in igralske in trenerske potem prenesla na te punce, ne, ampak v prvi vrsti se te punce, ki si jih želel omeniti, se morajo odločiti v bistvu, kaj bojo delale. Ne. Še vedno igrajo, Luka. Te, ki pa še igrajo, oziroma vse še igrajo, no, razen Barbara, ne, je pa pol treba videti, ali bojo šle po tej poti, ali bo to kakšna druga pot, ne, ker biti del ene take ekipe, ne, to ni, imamo drug teden cajt, pa gremo malo igrati, to je full time job. Če hočeš biti ta prav, pa bilo kje, je to full time job. Ne. In to so te razlogi, ki, če se zopet vrnem čisto na začetek našega pogovora, ne, da če hočeš se s tem baviti, pa zdaj se moraš samo s tem baviti, ker sam tak si lahko v vrhu ali pa v stiku z najboljšimi. Ne. Polovičarstva. Ker polovičarstva ni in če se greš pa neko amaterstvo, pa to ni to. Zato, ker mi smo vsi bili profesionalci, kar se tiče igranja oziroma na nekem, bom rekel, zelo visokem nivoju, pa tudi delali smo kot trenerji na visokem nivoju in smo tega vajeni in pri nas ni polovičarstva in ne moreš to delati ob nekem drugem poslu ali karkoli, zelo težko, ker enostavno to ne gre. Šport ni več sam šport, igra, zabava, ampak je to orang biznis. Imejte še vi kaj od tega. Kak? Imejte še vi kaj od tega. Ne, pa predvsem to, ker igralci biti na koncu polka ugotoviš, pa imajo, ja, najlažji. Skrbiš sam za sebe, moraš biti tam, kad ti rečejo, se dogovarjati, biti malo pač zvita, ne? Kot trener pa, dobro, Branko še ima nekaj, je pa res, da že malo slijev. Jaz vedno rečem, prosti Bani, jaz vedno rečem igralcem, to lahko tudi Luka potrdi, jaz bi rad rekel, da Luka v prvi vrsti je moj prijatelj, so igralci z vseh mlajših reprezentančnih selekcij in pa moj igralec, ko sem bil trener. Vedno rečem in vedno bom rekel igralcem, vleči, če si zdrav, kolikor lahko igraš ta rokomet, če delaš to z veseljem. Ker če boš pol enkrat trener, pomočnik, kondicijski, direktor, to ni to. Tam skrbiš sam za sebe, poslušaš, kaj reč narediš, greš domov, se stuširaš, vržeš brigo na veselje. Trener more pa razmišljati o 25 ljudeh, vse ostalo, kaj se dogaja. Mislim, da nimam dovolj časa, da bi lahko vse približno povedal, kako in kaj. Tako da najlepše je biti igralec. Pa mislim, da se strinjata. Ja, absolutno. Ja, se strinjamo. Ne. Še posebej, ko pride tisti dan, ko končaš. In še posebej pri nas, v naših, tu bom rekel v Sloveniji, ne, ker trener je vse od videoanalitika do psihologa, do brata, do ata, mame, šoferja, še vse drugo, včasih treba še zbandažirati. Ne. Ko pa mi se primirjamo z ala Paris Saint-Germain, z ekipami, ki smo jih prej naštevali, ne, ima pa vsak svoje delo. Ne. Ok, ampak nekje pač treba začeti. Na začetku si lahko vse to, da je posledica potem, da si gospod trener. Ampak, ko mi pridemo do nekega nivoja, ne, pa ne moreš vse sam, ne, nisi one man band, ne, to mora biti ekipa, ne. Ekipa ljudi, ki se bo prvič povezala, ki je treba funkcionirati tako, da je dosti, da se mi pogledamo, pa vemo, kaj moramo narediti. Ne, da moram jaz zdaj Bani ali pa ona meni razlaga, da jaz pol Branko to povem, na koncu on sploh ne ve, kaj sem mu povedal. Telefon, in tako, in pa se igramo to igrico. Ne. To je problem. In pač, če si to lahko privoščimo, potem gremo to, če pa ne, pa pač... Se ne gremo. Se ne gremo, ja. En je pač na plačenem dopustu, ali ne?
Jaz ne vem, Luka, a so ti še kaj? Branči še kar traja. No, vi ste na dolgovih. Branči še kar traja. Nogometna pravljica s klubom iz nas. Jaz mislim, da to je edino pravilno. V dobrobit vsem trenerjem oziroma igralcem, pa pri igralcih tudi ni bil problem tak. Jaz sem še enkrat povedal, se pravi, jaz lahko imam 77-letno pogodbo z enim klubom, pa če imam 3-mesečni odpovedni rok, se pravi, imam samo 3 mesece pogodbo. Klub z mano pa ima 77 let. Po drugi strani, tako da absolutno sem za to in to so pravila, ki so in jaz tudi zdaj naprej ne odstopam pač od tega, če bom podpisal za 3 mesece, bom podpisal za 3 mesece. Pa če boš ti meni rekel, čez 2 dni, hvala lepa, boš pač mi plačal 3 mesece in tako mora biti in tako je. Ker ljudje, ki niso bili v tem, ne vejo, kaj vse je treba narediti, da ti sploh prideš do nekih takih pozicij in da lahko, bom rekel, tudi potem neke sadove dobiš. Predvsem moram reči, da meni v življenju je bilo pomembno šport, vzgajanje mladih igralcev oziroma rokometašev, rokometašic, doseganje nekih rezultatov oziroma ciljev, ki so jih imeli v klubu, konkretno, in potem sledijo tudi neke nagrade, ki pa, moram reči, niso neke bajne, to lahko vsi potrdijo, pri nas, nažalost, oziroma tudi v tujini, oziroma na splošno v rokometu. Od rokometa se nažalost ne da živeti. Luka je imel fantastično kariero, v fantastičnih klubih, bil je evropski prvak, pa mora hoditi na šiht. O čem se pogovarjamo? Bo to Ja, zelo to, hočem. to res ni, no, ampak ene stvari... Isto kot Branka. Ampak ne. Oba dva kar se- prvaka, evropska, Branka celo 2-krat, Jaz Luka sicer enkrat. točno ne bi tako rekla. No, vsem ta rokomet ni nujno sam, da so velike nagrade. Jaz za sebe lahko, ampak seveda to je spet povezan, kakšna je celota in danes si že omenil gospoda župana Zorana Jankovića, takrat v mojem času je bil res alfa in omega in je tudi bil, ne samo to v športnem, prvo je imel cilj in poznal je pot do tega cilja in drugo tudi, kot Branko pravi, zdaj vzgaja in ima rad mlade, tudi on je že, recimo, če temu rečemo na rokovaju, težil, kaj boste počeli, ko več ne boste igrali. To je tudi, mislim, da je ena redkost, da predsednik kluba nekdo o tem govori in teži nekako, ko vsak si reče, kaj, da bom igrala, kot je rekel Branko, dokler lahko, a ne. Nihče ni od nas to razmišljal naprej in je bil tak, ki nam je postavljal, ki nam je kazal neko pot do vrat in mogoče res nekih velikih premij nisem imela, ampak nekako v tej vsem tej uspehu ali pa takratni ekipi Krima, seveda z upravo, je prišlo do tega, da smo si lahko, seveda, če želiš delati, tudi to je obojestransko mora biti, nisem dobila nekih premij, ampak še zmeram nekako zaradi tega poznanstva, zaradi ukvarjanja z rokometom, delam, imamo pač neko firmo, v kateri je sigurno povezano to s tem. Tako da jaz sem, v končni fazi je to ena premija lepa, res pa je, da ni tako, da bi šla pa, ne vem, na Havaje ali pa živela pol leta v Dubaju, ne. To pa ni, ampak so pa ene norme, je pa posledica nekega mojega dela, je vse nekako, bom rekla, lepa. Je pa posledica. Tu še ena pohvala. Veliko vas, rokometašic, tudi nekaj rokometašev, je gospod Janković poskrbel za kariero po karieri. Absolutno. Kar je, ni veliko ljudi, se pravi, pač veliko nas je bilo v marsikaterem klubu pač številka oziroma delavcev, ki delajo tam iz meseca v mesec, dokler trajaš, potem pa hvala lepa, nasvidenje, srečno. Absolutno. Tega v Krimu konkretno ni bilo in jaz podpiram takšne zgodbe. Ja, in tudi kar nekaj krimovk je, se pravi, mora biti pa obojestransko. Mogoče nekdo si je želel, da bi ne samo pot videl tam, ampak da mu kar dajo tisto, kar je na cilju, a ne, takim pač verjetno niso, ker kakšne moje soigralke ali pa igralke, katere so tam delovale, bojo rekle, ja, enim je dal vse, ne, če si želel delati, je pokazal samo smer, pot, vrata, katera moš odprti in potem delovati naprej. Tako da jaz mislim, da je mogoče celo unikum Zoran Janković ta, ki je deloval kot predsednik, mogoče je bil v Celju Turnšek, jaz ne vem, kako je bilo, a je bilo nekaj v tem smislu, da bi tudi že razmišljal mogoče o igralcih, ki so domači, ki ne bojo skozi igrali, tujci pač grejo v svoje države, ampak mogoče v tistih časih danes pa res bi si želela, da je zopet nekdo ta, ki bo to pot nadaljeval. No, v Krimu, kot si rekla, tujci grejo v svoje države. V Krimu še ena lepa gesta, so še za marsikatero tujko poskrbeli.
Ja, še dan ampak danes. to je redek primer. Ja, sej, ne. To je bila v bistvu naložba za naprej. Ne. Ja. Pač oni niso ti dali na tule maš, pa boš kavica, pa zdaj včasih smo čitali, zdaj pa lahko skrolaš, ne. Ampak so ti dali neko možnost za naprej, ne. In tega res ni bilo veliko. In je pa res, no, ni zdaj vse tako črno, tako mi smo se oblečeni. Ne. Se pravi, kar nam je pa šport dal, ne, nam je dal pa te neke vrednote, neko disciplino, to neko delo, da veš, da je to, ne, ki ti pa recimo pri nekomu takemu, ki ti pokaže neko pot, pa če želiš ti nadaljevati v neki drugi smeri, si podobo fino lepo osnovo, ne, ker v športu oziroma vrhunskem športu brez dela, lahko rečejo, ja, talent, ne, ampak talent je sam ti začetek, ne. Ko ti priješ na neko nivo, je pa samo delo, ne. Ko pa priješ do najvišjega nivoja, ne, tam pa še delo ni dovolj, ne. Velik faktor je tu sreča, pa da si mal drugačen od drugih, da ne bom zdaj grdo besedo rekel, ne, da te eden non-stop cele dneve skače, vrši pritisk, greš preko sebe. Pri nas na treningu se ni sprašval, če si zmatran, te boli kaj, ne. Ali pa zelo redko je bilo v tej smeri, pa stvar je bilo treba narediti, ne. In to so stvari, ki smo si jih priučili, ne. To nam noben ni dal, ne. Ki nam pa zdaj lahko za naprej so lepa osnova in kar marsikdo tega nima, oziroma tudi ne zna delovati v ekipi, tako kot mi, ki imamo pač te izkušnje, ker smo s tem gor rasli in smo to doživeli, ne. Ker vemo, kaj pomeni biti ekipa, ne. In kaj pomeni recimo tudi, ko je eden proti ekipi, ne. Ko ga recimo ekipa ne sprejme ali pa hoče kontrirati ekipi, ne. In tam se res pokaže, da je ekipa tista, ki na koncu zmaguje, ne. In mi smo imeli eno fino lepo obdobje v Celju, ko so se vse te stvari poklopile, ko je bila komunikacija med trenerjem pa, bom rekel, igralci na najvišje nivoje, ne. In nismo imeli nobenih problemov, nobenih prekrškov, vse smo se zmenili, je pa res, da v tem obdobju smo tudi najbolj trenirali, ne. In so bili zelo redki trenutki, ko sem jaz prišel, ker sem takrat bil kapetan, je rekel, Branč, prosim, daj nam eno popoldne fraj, oziroma eno dopoldne, ne, in je dal s težkim srcem, ne, je rekel, v redu, dam fraj. Ker si kje dobo nazaj pa to. Ne, bila je druga stvar, ne. Jaz to povem, ker smo bili utrujeni, oziroma jaz sem bil utrujen, pa sem pa še na ostale predal, ne. So se ostali strinjali, jaz smo utrujeni, ne, prijem na trening, delamo nekaj na treningu in pač nekateri so kazali znake utrujenosti, ne. In valjda Branču ni bilo jasno odkot, ne. Na kar zve, da so ti 3-4, ne, prišli sami v fitness in dvigovali, ne vem, težke uteži, se zakucali in pol niso mogli, ne. In ko sem jaz to zvedel, smo to hitro v garderobi rešili, ne. Sem rekel, prvič pa zadnjič, da sem jaz šel, pa prosil za fraj trening, ne. Sem rekel, če že toliko niste, da smo fraj, da če že moraš iti nekam, pa nekaj narediti, pa greš nekam, da te noben ne vidi. Ne priješ pa ti v klubski fitness, da te vsi vidijo, ker potem tisto, kar smo imeli za narediti, pa nismo naredili, ne. In to je bila napaka. Ne to, da so zjutraj prišli, ampak da popoldne, ko smo mogli nekaj narediti, niso naredili, ne. Dve stvari sta, več jih je še, ampak se pravi, v športu ni bližnjic. Ni. Na srednji rok, dolgi rok ni bližnjic, to je eno, in to te fanti, jaz res jim dam kapo dol, ki so bili z mano v Celju 5 let. Luka je bil kapetan, Luka je bil med najbolj pripravljenimi, Luka je vsakega mladega igralca, ki je ukradel 3 centimetre. Milo treba meni nič govoriti, moj kar on povedal. Tako da to so stvari. Je pa res zdaj moderno v tem sodobnem športu, da pač ljudje trenirajo enkrat na dan. Jaz sem se to zelo hitro prilagodil. Treniram enkrat na dan, sam lahko treniram 3, 4, 5, 6 ur, koliko mi paše, tako da ni nobenega problema. Ti si prilagodil. Ja. Skratka, če se poskušamo vrniti nekako na obe prvenstvi, ki nas čakata vse skupaj, torej najprej na žensko. Menjava generacij, smo dejali, vemo, to je proces, ki potrebuje svoj čas. Od teh deklet zdaj nikar verjetno ne zahtevamo nekih strašnih uspehov, ampak pustimo jim čas, da pridejo do nekih uspehov. Borbenost, neko neko strast do tega, kar delajo, to pa lahko pričakujemo. Na drugi strani sem ravno to želel reči, igrale so punce z črnogorsko reprezentanco, jih imele vse do konca, izgubile za gol.
lahko na tem prvenstvu zdaj čakamo dekleta oziroma nabirajo dragocene izkušnje ali mogoče že pričakujemo tudi prve rezultate? Kot sem že rekla, prvi rezultat sigurno je Slovaška ta, ne bom rekla moramo, ker mora se samo umreti, ampak sigurno iz psihološkega načina, vidika je že to, ker so z njimi igrale, dvakrat so z njimi že zmagale, da je to ta tekma, ki se sigurno bojo hotele izkazati. Norveška, jaz ne bom rekla, mislim, treba je biti realen, jaz bi si želela sigurno, da zmagajo, da so prve v skupini, ampak potreben je biti tudi realen. Tukaj so sigurno, kjer se nabirajo velike izkušnje za veliko večino igralkov, ki so te igralke izgledale zgolj po televiziji, niti jo še ni blizu nje prišla. In seveda potem zadnja tekma bo odločala proti Avstriji, ki so pa domačinke, ki so naredile, res Avstrijska zveza je naredila to, da ta rokomet zopet postavlja ženska, moški so že parkrat dokazali, celo z našim Alešem Pajevičem, da znajo presenečati, da se nekaj vlaga in tako delajo tudi ženske, tudi predvsem z Nizozemko, ki je zdaj selektorca, grejo naprej in doma igrajo. To je verjeten res tisti, kdorkoli bi bil, bi si še mogoče več dala možnosti, da bi šli naprej, ampak ja, to je ta šola. Igrajo z domačinom, vedno so nam rekli, najlepše je zmaga domačina pri njem doma, to je neka šola. Zdaj to pričakovati od njih, jim dajati pritisk, mislim, da ne. Važno je zdaj trenutno, sigurno za samozavest je dobro, da premagajo Slovakinje, mislim, da imajo velike možnosti, vsaj tudi po prikazanem zdaj proti Črni Gori. In ostalo, ja, šolati in dajati to, da bo to res na naslednjem prvenstvu izgledalo bolje in bojo lahko še koga drugega premagale. Četrtek Norveška, soboto Slovaška, torek, če se ne motim, Avstrija. Avstrija, ponedeljek. Kaj vi da pravite? Kako se bo končalo v tej skupini? Mene res zanima tisto, kar je najbolj pomembno, po mojem, reakcija. Kakšna reakcija? Reakcija igralk, kot je Bani rekla, veliko je novink, kako bodo odreagirale prva tekma, veliko tekmovanje, poješ himno, zastava, prebudi se nekaj v tebi in tu se pravi je pomembna reakcija. Ali bo reakcija pozitivna oziroma ali bo nekaj zavrlo. In meni je sam ta neznanka zelo, zelo pomembna in jaz srčno upam, da bo vse skupaj, vse te novosti za te igralke, novinke, da bodo na njih ali pa vsaj na večino njih delovale pozitivno, potem verjamem, da kljub temu, da so popolnoma druga reprezentanca, tudi strokovni štab je malce drugačen, Bani je nažalost, kar se mene tiče, ni več zraven, ona ve, zakaj ne. Jaz mislim, da je zelo dobro vplivala na igralke, vsaj kakor sem imel možnost gledati preko ekranov. Mislim, da je bila tudi zelo kompetentna in pa dobro sodelovanje z Draganom Madžičem. Znala je prenesti na igralke marsikaj, to je zelo pomembno. Ženske so verjetno malce drugače gledajo ženska žensko kot ženska moškega in enostavno mi je zaradi tega žal, povsem iskreno. Srčno pa upam, se pravi, da bo tisti pozitiven klik vseh tistih stvari, se pravi reakcija najbolj pomembna, kar se mene tiče. Luka, zdaj je to po teh reprezentančnih oziroma koncih reprezentančnih poti teh deklet priložnost za domači bazen. Bo že ta Euro ponudil nek odgovor na to, kako kvalitetna je naša liga oziroma dekleta, ki prihajajo iz drugih okolij. Vem, da to veseli predvsem Brankota, da prihajajo iz tistih manjših klubov v reprezentančno orbito. Kako ti gledaš na to? Ja, prvo bomo videli sploh, v bistvu iz kakega testa so te igralke. Tu mislim, da ne bo v toliki meri odločala kvaliteta, ampak to, kar je Branko rekel, ta reakcija, kako se bojo te punce, kako bojo to začutile, to evropsko prvenstvo. To bo prvič, prvi nastop, ne vem, za člansko reprezentanco, pa himna, pa od doma si, pa celo prvenstvo, pa dogajanje, pa idole svoje, ki si jih prej gledal, ne vem, po televiziji, bo zdaj imel možnost igrati proti njim, se jih dotakne. Vse to so, bom rekel, moteči faktori, ki lahko pride to do prave neke slike, kar se tiče kvalitete. In tu bomo prvo videli, kakva bo ta reakcija punc. Druga tekma je s to Slovaško, s katero pač
potihem pričakujemo, oziroma so velike možnosti, da to tekmo punce dobijo, kar bi bilo zelo, zelo dobrodošlo, ne. In če recimo bo ta reakcija taka, kako mora biti, oziroma taka, kako se mi želimo, da poldi tudi ta druga tekma taka, potem bo šlo vse veliko lažje, ne. Ker vemo, da ko neki steče, je potem veliko lažje delati, ker drugače se moraš obremenjevati še ne samo s tem, da se pripraviš na nasprotnika, da se sam pripraviš, ampak se moraš obremenjevati z vsemi ostalimi stvarmi. In to bo v bistvu tisto glavno, ne. Nek test, da se pokaže, s kakve testa so, pa pol, kak je treba to testo naprej gnetiti, da bo pol, ko ga damo malo počivati, kipnal, pa da se pol naredi res en fini lep izdelek. Adžič je bil selektor in trener. Sam sem dejal, da nekako smo imeli to prednost, da je bilo vse podrejeno, ker vemo, da večina ljubljanskega kluba prihaja na reprezentančne zbore, da smo imeli to prednost, da smo podredili vse praktično trenažnemu procesu. Zdaj pravim, da ker tega več ni, nekako bo mogoče manj te nasičenosti, oziroma se ne gre bati, da bi se zadeva nasičila. Adžič je trenutno samo selektor. Bi bila težava, če bi našel klub, pa to seveda ne bo klub, ne bo Krim? Jaz v prvi vrsti sem zagovornik tega, da selektor kogarkoli, če je le mogoče, da je profesionalec, se pravi, da skrbi samo za reprezentanco, vsakodnevno, ne samo v tistih akcijah, ko so, in da nekako je tudi, bom rekel, servisiran strani dotične zveze, tako kot je treba. In absolutno sem za to. Jaz, kar se tega tiče, sem absolutno podpornik tega, bosta pa Luka pa Bani več kaj povedala, ker sta vpeta, bom rekel, tudi v sam reprezentančni rokomet, oziroma sta bila. Ja, to, da je samo, recimo, se štartajo v bistvu kot profesionalci, je bil samo tukaj, pa so se mogoče pojavljale ene težave, načeloma je zato nekako tudi prišel v Krim. Zdaj pa že Branko je že prej omenjal, ne, ženske, pa tako, jaz sem ženska, ne vem, pač ja, moram reči, včasih sama eno drugo ne razumemo, ne, tako da nas včasih res težko razumeti, mogoče ta v prejšnjih, da se je tudi to vlekal ta iz svojih izkušenj, vem, ko je vedno, kdo je bil na Krimu, je bil tudi v reprezentanci, pa je ta zasičenost pri ženskah mogoče še prej pride, ker že veš, in fore, in une, in kazni, in vse. Mogoče kdaj ni najboljša, ne? Tako da, ampak v tem primeru, da se reprezentanca na novo sestavlja, je sigurno boljš, da v bistvu dela samo kot profesionalc in mogoče tudi drugo leto nas čakajo Evropsko prvenstvo A divizije, tako punc, mladink kot kadetin, in da mogoče tudi tukaj lahko recimo sodeluje, da bi bile te punce še boljše. Tako da profesionalci. Branko, Bani zavije z očmi, ko pravi ženske rokomet, Luka je rekel, ni šans, ne bi jih vzel. Kaj tako groznega počnete, Bani, za zaprtimi vrati dvoran? Absolutno, ne, ni bilo to kako tako. grozne ste? Ne, to ne, ampak ja, dolg časa sem bila v tem ženskem kolektivu, včasih je narobe špangica, da ima nekdo take, ki una nima, pa se lahko poruši cel sistem. Absolutno, ja, ženski rokomet je pa tako, jaz res vedno sem optimist, ne, še ker nič ne vidim, da bom šla skozi, ampak je pa žal treba biti realen. Že na prejšnjem podcastu, mislim, da je Branko govoril o našem bazenu, tudi sama vem, kakšen je ta bazen. Bazenček. Dobar, ne bod nasramen. Ne bod nasramen. Pa imamo naslov za naš podcast, rokometni bazenček. Ja, evo. In dobiti... 7 ekip v prvi državni rokometni ligi. Vsega skrb 12, kao prva A, prva B. No, in to je megalomanski bazen. Ali je bazenček? Dobar, zdaj. Ja, no, napram govorim vsem ostalim silam ali pa vele silam. Ja, ampak ok, dajmo zdaj... Pa ga dobro negujemo, dost kloriranja, dost tega. Vse malo dela. bazenske tehnike dost, ne, pa bade majstra, da to rihtajo. Prodajaš to mogoče? Se lahko zmenimo. Ne, vse si mi dala pa dobro idejo. No, vidiš, evo. In če si rekel, zakaj ne, zato ker mi smo navajeni drugih prejemov, drugih stvari.
A moški? Ja, pač jaz sem navajen trenirati oziroma biti in imel sem jaz tudi prste zraven, tako da tudi poznam ženski rokomet. In tudi smo se veliko z bani družili, ni to, ampak je čist nek drug pristop. Že komunikacija je druga, že težave, ki jih imajo punce, jih mi recimo nijamo in tu bi mi imeli največjo težavo. Jaz sem imela recimo težave kot ženski trener moške ekipe. To sem te hotel vprašati. Ja, ker sem imel pa verjetno doma že dosta mame, pa punce, pa žene in pa še prije trenerka. In tu zato, ampak vse tudi to ni glavno. No. Pač moje glavno je, da sem se zavestno odločil in tudi jaz sem se sam odločil, kdaj bom kariero zaključil. In sam sem rekel, zdaj je konc, pa bi še lahko mogoče vlekel. In tudi tu sem se odločil, da je pač konc in da želim še kaj druga delati. No. Ampak ja. Če potegnemo črto tudi pod žensko reprezentanco nekako, oziroma cilje ali pa pričakovanja naša, se verjetno strinjamo, da bo Norveška učna ura rokometa, potem pa tako, kot je nekako Bani rekla, Slovaška, Avstrija, pa upamo, da bomo tam tekmovalni in da se nam bo uspelo nekako prebiti na Dunaj. Ja, upam, da tam potem ne bo strah do nečesa, ravno te, ker dejansko, kot sem že prej naštela igralke, sigurno je te 3 tekme vsak drug dan na nekem nivoju, že tekaško težko zdržati in če so te punce prave na to, vse da ne bo ta vplivala himna, jaz verjamem, da selektor Radžić jim daje ta, sigurno to jih podpira in pomaga, ampak ko pride igralka, saj zdaj recimo na momente je bilo v Ajdovščini tako, na 40x20 prvič z nekom, ki igra, ki ga ne da ne bi hotela, ne da si ne bi želela, ampak zmrzne, kar je nekako človeško, bom rekla, ampak jaz mislim, da bo takih in verjamem, da bo takih stvari čim manj, da si bojo dokazale kljub temu bazenčku, da lahko... Ja, sej vem, samo realno je, pač veliko da smo uspešni, glede na to, kak bazen imamo to. Mi smo po tej plati olimpijski prvaki. Vrhunski, ja. Super uspešni, Skratka, dekletom na tej točki želimo seveda veliko uspeha in samo pogumno gas do konca v 7. predstavo. Zdaj pa, če se predstavimo k moškim, tudi tu, pomlajevalna reprezentanca, vemo, prihaja januarja, svetovno prvenstvo na Hrvaškem, Danska, Norveška, ne vem, kako so našli to kombinacijo dveh skandinavskih pa naše južne. Brate, sicer hvala Bogu, ker bo blizu, pa bomo lahko šli pogledati. Tudi tu pomlajevanje, mogoče Luka najprej ti, ni Dolence, Mačkovška, Bombača, Gabra. Jaz sem prebral, da jih ni zdaj zraven. Kdo je končal, na koga še lahko računamo, kaj so rekli fantje? Ja, ne vem, kaj si prebral, ne? Ja, da jih ni zraven. Da jih ni zraven, ja. Bo še kdo zraven? Ampak noben še uradno od teh igralcev ni rekel konec. Vsaj jaz nisem zasledil. Razen Gabra nima 35-ih. Gabr nima pravice nastopa. No, nima pravice nastopa, ja, ampak noben pa še ni uradno rekel, le ne bom. Ne. To sem mislil, ja. Redki smo bili tisti, ki smo... Držali besedo. Ne držali besedo, ali pa ko smo to dali takoj ven. No. Nismo to vlekli. Tako da ja, je tu, oziroma bo pomlajevanje. Bilo je že zdaj na teh 2 zadnjih kvalifikacijskih tekmah, določenih ni bilo in če se bo mogli na te nove fante pod narekovaj računati, jim je to bila ena dobra prilika, da vidimo ta trenutek, ki smo. Ne. Vsi ti igravci, ki so recimo drugo tekmo igrali v Estoniji, so si bili drugi igravci, ne tisti prvi, sklopi ali pa še celo sklopi, ne, oziroma s tribune ali pa se tako Domen Makuc, ne, ko se je vračal po težki poškodbi dolg časa, ne, in to so zdaj v bistvu tiste minute, ki jih morajo dobivati. Ne, in tu je pa, da igravci prevzamejo odgovornost, da odigrajo, da res lahko pokažejo to, kar znajo. Ne, ker veliko je takih, ki kažejo, ne vem, odlične predstave v klubu, pa pridejo reprezentanco, pa zmrzne. Ne. Bili so pa tudi taki igralci, ki so pa ravno kontradelali. Ne. En izmed takih je bil Ivano Balič, ne, on, ko je dal šahovnico na sebe, on je bil monstrum, njega nisi mogel zastaviti. Ne. V klubu je pa že bila pol druga, recimo, zgodba. Ne. Ampak bo sprememba v ekipi oziroma v reprezentanci in bomo videli, igra se skoraj doma, pričakovanja javnosti
so zelo velika. Mi smo zaključili na nehvaležnem 4. mestu na olimpijskih igrah, ne. Zopet združili, bom rekel, Slovenijo. Ni bilo v drugem delu veliko slovenskih navijačev, ne. Zdaj bo imeli priliko. V Zagrebu se igra, mislim, da celo do polfinala, če pridemo tja, smo v Zagrebu, ne, in to bo, verjamem, da bo takrat, ko bomo mi igrali, da bo dvorana v naših barvah, in je pa potem vse odvisno od fantov, kako bojo to vse skupaj povezali, in vemo, da ko so ta pravi rezultati, so vsi z nami, ko pa rezultatov ni takih, ko so drugi pričakovali. Smo pa sami. Smo pa potem sami, ne. In veliko je pol takih, ko sedijo na takem lepem kavčku, ne, pa so bili ali pa bojo trenerji, tako smo mi, pa je pol kavčeri, ne, pa je pol najlažje v bistvu komentirati, tako da bomo videli, kaj nas čaka za januarja. Pestro bo. Ko si že uporabil to besedo kavčeri, sem se spomnil, da vsaj občutek sem imel tak, da ko je Uroš Zorman nastopil s to funkcijo, ni imel, pa ne bom dejal, da ni imel podpore, ampak niso vsi verjeli v to, da je lahko uspešen. Zdaj je naš Zut, kot mu rečemo, da povemo za tisti, ki ne vedo, Zorman, Uroš Tekleberi, ker je bil policist. Tako. Zdaj je Zut dokazal tudi na selektorskem nivoju, da iz pravega testa zdaj ima podporo tudi tistih nevernih Tomažev. Zdaj bo tudi njemu verjetno nekoliko lažje v vseh teh uspehih. Ja, ali pa tudi ne. Pač pričakovanja so velika, ekipa ni ista in tukaj bo v bistvu največji izziv, ne. Jaz mislim, da takrat, ko smo, oziroma ko je Uroš z nami prevzel ekipo oziroma reprezentanco, je bilo veliko tistih, ko so bili mnenja, evo vam pa, da ne boste rekli, da vam nismo dali možnosti, da se enkrat pokažete, ne. In mi smo pa v 2 letih pa pol, koliko smo bili zdaj skupaj, v bistvu dosegli vse te neke cilje, ne. Tiste, v katerih smo sanjali, sicer ne, in to je bila pač medalja na enem od teh tekmovanj. Bili smo zelo blizu, ne, ampak na koncu še zmeri toliko daleč. Ampak vseeno, pokazali smo, da se da. Je pa res, da vse, kar je bilo potrebno narediti v takih, bom rekel, okoliščinah, ki smo jih mi imeli, ne bomo tu razglabljali. Malo ga zaviješ v celofan, ne? Da ga zavijemo v celofan, ampak ja, nekaj smo pokazali in ne vem, no, jaz se mogoče ne bi strinjal s tabo, da še tisti, oziroma da mu bo zdaj njemu lažje zaradi tistih, ki verjamejo, ne. Prej mogoče težje, ker bojo zdaj veliko večja pričakovanja in če ne bo v tej smeri šlo, kot je šlo, potem vemo, kako je to pri nas in se to hitro lahko obrne. Ampak mislil sem na začetku prvenstva na dodaten veter v njegova jadra oziroma jadre naše reprezentance, ki bo igralo v skupini G, mimo grede, Kuba, Kapverdski otoki, Islandija. Sliši se precej eksotično, to besedno, razen Islandije. Je tako tudi na igrišču? Ja, zelo zanimivo bo videti, recimo vsaj z mojega zornega kota reprezentanco Kube, pa se bom vrnil v leto 95 v prejšnjem stoletju. Na Islandiji je bilo prvenstvo, Slovenci so tam grdo izgubili z reprezentanco Kube, takrat so res bili zelo kvalitetni igralci, Urios Pivot, ki je igral v Ciudadralu in tako naprej. In verjamem, da vsaj po morfološki sposobnosti bi znali biti Kubanci zelo interesantni. Nenazadnje sta tudi sedaj Mađara, Perez in pa Diaz. Diaz, ja. Charlie in pa Diaz, na Mađarskem sta naredila vrhunske kariere rokometne. In če drugo ne, bomo lahko videli, vsaj obetam si zopet neke igralce, ki jih mogoče ni sedaj na tej mapi, ampak če pogledamo na hitro, mislim, da teoretično Slovenija bi morala iti čez Zelenortske otoke, potem Kubo, za Islandijo pa pričakujem borbo, ampak kljub temu, kljub vsemu, kljub zelo dobrim posameznikom Islandije, mislim, da je Slovenija kot kolektiv v tem trenutku v boljšem stanju, ampak do takrat je še kar nekaj časa, pa jaz upam, da vsi igralci, ki jih imajo na spisku 35, ostanejo zdravi in da bo lahko res imel selektor Uroš Zorman sladke probleme, ker jih bo imel. Če se mene vpraša v pogledu na teh 35 igralcev, to bo morda lahko Luka kaj več povedal, ki je, bom rekel, še do včeraj bil del strokovnega štaba in verjamem, da je imel, oziroma mogoče še ima kakšno besedo pri izbiri le teh igralcev, ki bodo oblekli dres v Zagrebu oziroma na Hrvaškem. Tako da
Slovenijo jaz vidim sigurno v drugem delu, ki bo potem zelo, zelo, zelo težek. Pričakujem tudi, da bodo prišli z točkami naprej, pričakujem, želim si. In pa seveda, da zopet naredijo eno lepo zgodbo, kot so jo naredili na olimpijadi. Žal, tako sem prej rekel, za Bani tudi brez Luke, ker vem, kaj se skriva v njem, kakšni potenciali na vseh, bom rekel, področjih, ki jih selektor oziroma tisti, ki je prvi, nujno potrebuje oziroma krvavo, in jaz vem, da je Luka podpiral tu vsaj 3 vogale vsega tega. To, kar mi oziroma noben ne vidi, jaz pa vem, o čem govorim, in iz tega vidika upam, da bo dobil dostojnega naslednika, ker ne nazadnje tudi Luka je bil v večini teh fantov, ki so tam idol, ko so bili mladi, in so to stvari, ki so bile zelo lepo prepletene in so tudi na koncu zelo lepo razvile. No, in če gremo počasi preko drugega dela prvenstva v zaključek, tudi potem počasi našega podcasta danes. Egipt naprej, Hrvaška, Argentina, Bahrajn, Luka je že rekel, vse do polfinala, v Zagrebu samo tekma za 3. mesto ali pa veliki finale, mislim, da v Oslu, to da najprej je potrebno skočiti, pa potem reče hopka, ne? Ja, sigurno. Mislim, zdaj tule, če rečemo oziroma napovedujemo rezultat, je to, kar je Branč rekel, mi si to želimo, ne. Tudi realno, zdaj, če gledamo, zdaj lahko na glas povem, pač, da realno za mene bi mogli iti naprej z 2 točkama. Ko sem bil prej v drugi vlogi, smo vedno bili pri izjavah previdni, nismo preveč na glas govorili o naših željah, zato ker smo pač želeli iti postopoma, ne. V drugem krogu za te ekipe, ki lahko pridejo oziroma ki bodo prišle, so pa vse ekipe premagljive in marsikaj je možno, no. Imamo neko pot, mogoče, bom rekel, taka, ki nam bi znala odgovarjati, vse bo od nas odvisen, seveda tudi od nasprotnikov, ampak mi bomo tisti, oziroma vsaj mi smo delali na tem, da smo se ukvarjali, dokler sem bil tam, ukvarjali bolj kot ne sami sabo, reševali naše probleme, ne toliko se osredotočali na njihove težave, ne, in tu probali, tako je Bani rekla, ne, tudi včasih, če smo videli, da ga ne bomo mogli preskočiti, bomo šli pa okrog njega, ne, in že prej je Branč omenil enega Sebastiana Soviča, ne, ki je bil soigralec od Matjaža Mlakarja, ki vemo, da smo ga vsi klicali stric, Orang, det je bil, ne, mogoče z malo viškom kil, in ko se je laufalo v krogu, ne, je on lepo Soviču rekel, ne moreš biti tu hiter, kuk lahko kaj skradem, ne. Tako da, če se malo hecamo, hotel sem reči, vse ekipe v drugem krogu so premagljive, lahko pridemo do tistega željenega polfinala, ne, ampak dajmo prvo začeti s prvo tekmo, pa to zaključiti, pa se pripraviti na drugo in naprej, ne. Mislim, da vsi trije, pa tudi za tebe, nisem čisto ziherno, ampak da si želiš, v bistvu, da boš navijal, kakršenkoli razplet se bo zgodil, ker to, ko je Bani rekla, tudi za punce, ne. Tudi če ne bo šlo, ne, pač tu pol nastopijo tisti pravi podporniki, pravi tisti, ki takrat, ko ne gre, da daš roko, da pomagaš ostati, da se lahko nekdo na tebe upre, ker edino to je tista pot, ki je prava, vsaj iz mojih izkušenj, ne pa tista, ko je nekdo že do tule v blatu, pa nekdo prije zraven in pa sam ti še malo pomaga, da še greš malo nižji dol, ne, tako da. Če je dokrajčijo, če ne, še pride nazaj, ne. Tako da, jaz upam, da se bo ta zgodba nadaljevala tudi v drugi obliki. Imamo zelo veliko kakovostnih igralcev, ki imajo vidne vloge tudi v ekipah in bojo zdaj to prevzeli še v reprezentanci in jaz sem optimist, kar se teh 2 prvenstv tiče. Pozvali bomo seveda tudi k podpori. Dekleta igrajo, verjamemo, da bodo prišla do Dunaja. Fantje igrajo v Zagrebu blizu, če pa smo šli nogometno v Južno Afriko, v Korejo, na Kitajsko ali kam že na Japonsko, pa bomo se zapeljali tudi do Zagreba podpreti naše fante in pa tu severnim sosedom naša dekleta in verjamemo seveda v obe uspešni prvenstvi. Na tej točki še enkrat jim želimo tako fantom kot dekletom veliko rezultatskega uspeha in pa seveda zdravja, da bi se nepoškodovani vrnili nazaj.
Tisti, ki bodo lahko obiskali tekme, bodo tisti, ki imajo podpisano pravičila staršev, pa lahko na Areni Sport Bani spremljajo neposrednih prenosih. Januar je svetovno prvenstvo za moške, novembra pa torej že začetkom v četrtek proti Norveški, tudi Evropsko prvenstvo za dekleta. Vsega lepega enkrat konec in končalo se je. Luka Žvižej, Branka Mijatović, Branko Tamše, hvala lepa za vaš čas. Vidimo se v komentatorskih kabinah. Tako je. Pa slišimo verjetno kaj do takrat. Hvala lepa. Hvala. Dankeschön. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem vam, ki ste bili z nami. Lep preostanek novembra, vesel december in srečno. Pri nas je že začelo, kot kaže. Ajde. Čin.